Ema, pred vami je nov korak v vaši karieri. Bliža se prva borba v meki evropskega boksa Nemčija, nasprotnica bo Klaudija Vik. Kako potekajo priprave? Ja, v bistvu že zadnji mesec pa pol se samo na to tekmo fokusiram in v bistvu treniram vse samo za to nasprotnico. Vso tehniko delam na moči, na eksplozivnosti, da bom ja pač najbolj pripravljena, kakor sem kdajkoli. Gre. Trenutno imate v statistiki zapisane 4 borbe, 4 zmage. Nazadnje ste na Madžarskem premagali Jeleno Drakulić. Ste bili zadovoljni s svojo predstavo ali ste hitro opazili pomanjkljivosti? Ja, v bistvu tisto predstavo, kar sem pokazala, sem kar zadovoljna z njo, bi pa še lahko več pokazala, ampak je bilo prej konc. Tvoje dobre predstave niso ostale neopaženi niti v tujini. Na vas je postal pozoren Aleksandar Petković, ki je bil proglašen za najboljšega promotorja boksa v Nemčiji. Koliko ti pomenijo takšne pohvale? Ja, v bistvu jaz sem Aleksandra spoznala decembra v Banja Luki, ko je tudi njegov varovanec prišel na isto tekmo kot jaz. In v bistvu že takrat je začel pozornost malo usmerjati tudi name in potem je po tekmi me pohvalil, ki mi je zelo pomenil, ne vem, pač to je tisto, na eni strani imaš občinstvo, ki ploska, na eni strani imaš pa dejansko strokovnjaka, ki ve, kaj delaš, pa kaj je dobro, pa kaj ni in ko te on pohvali, je bilo res sem bila vesela. Pa vas takšne pohvale odlepijo, bi rekel, od tal ali vseeno stajate z nogami trdno na tleh, se zavedate, da je do nekega res velikega uspeha potrebnega še veliko dela? Ja, itak, če bi jaz samo pohvale pač prejemala, pa bi se že zdavnaj naveličala boksa, ker v bistvu, če ne popravljaš napak na treningu, kaj pa pol delaš sploh. In v bistvu res me je, da me te pohvale dvignejo, ampak pol se moram tudi zavedati, da imam še veliko stvari za popravljati. V preteklosti smo vas videli tudi v kickboksu. Je to neka želja tudi v prihodnosti, da se preizkušate v obeh disciplinah ali je v prihodnosti samo boks na prvem mestu? Zaenkrat je v bistvu boks na prvem mestu in dokler bom uspevala boks, dokler mi bo šlo, bom ostala samo v boksu. Vaš trener Rudolf Pavlin je znan po tem, da treninge dosti bazira na fizični pripravljenosti, da zahteva, da ste dobro fizično pripravljeni. Kako preživljate vse te napore? Ja, v bistvu vsi mi govorijo, če zmoreš na treningu, potem boš tudi na tekmi. In vedno si to mislim, da če preživim to na treningu, pol moram tudi na tekmi in mi je tako tudi lažje potem. Da pa ne bo govorila samo o dobrem, bo še omogočal neki slabši stvari, prisotnosti sponzorjev. Kako je s tem? Ja, sponzorji je bolj tako, no. V bistvu moramo mi hoditi, Rudi hodi na sestanke z njimi, se meni jim v bistvu teži, če lahko kaj donirajo, noben se ne ponudi sam. Ste pa dobili zdaj štipendijo tudi na podlagi dobrih učnih uspehov, to pa vseeno verjetno je neka dobra dodatna vzpodbuda za nadaljnje delo. Ja, od decembra tudi prejemam štipendijo Litostroj Power in v bistvu mi je tudi tukaj iz Oaze Karli, ki trenira tudi tole izraelsko borilno veščino, mi je v bistvu zrihtal je sestanek z direktorjem, ki je pa pol v bistvu pokazal zanimanje za to. Verjetno pa so tukaj še ostali ljudje, ki ti pomagajo na tvoji športni poti. Ja, poleg trenerja Rudija Pavlina je tukaj tudi trener vzdržljivosti in kondicije, Karim Al-Saleh, in poleg v bistvu tista glavni, ki je pa pri izbiri vseh tekem in pač da v bistvu me spravi na te tekme, je pa Mirko Skoko, moj menedžer. Na treningih večkrat vidimo, sparirate z moškimi, to zaradi tega, da ste boljši v ringu ali enostavno ni drugih deklet, da bi se lahko merili z njimi? Ja, v bistvu boje. Če v bistvu lahko s tipom spariram, ker so veliko hitrejši in močnejši in imajo tudi več znanja, potem tudi vsako punco lahko in ja, je tudi lažje potem vedno. Po nekih neuradnih informacijah smo slišali, da so nekateri prvič bili za spariranje, potem pa v drugo so pa hitro najdeli izgovor. A to drži ali je bolj govorica? Ja, večkrat je že bilo tako, da je nekdo prišel sem sparirati, potem pa nikoli več
v bistvu ni hotel, ne vem, vedno ni imel časa, ampak je ta za. Če pogledaš malo v svet, nekje sem zasledil, da je tvoj vzornik oziroma se vsaj probaš zgledovati po njemu filipinski zvezdnik Manny Pacquiao zaradi leve roke. Se probaš tudi v ringu zgledovati po njemu? Ja, v bistvu jaz v bistvu sploh nimam nekega stila, jaz menjavam stile in eden izmed teh stilov je tudi njegov stil, kontriranje z levo roko in ja. Da zaključiva za konec, trener je večkrat omenil, da imate potencial za svetovni naslov, kje pa se sami vidite recimo čez 5 let? Čez 5 let se že v bistvu vidim, da se vsaj enkrat borim za naslov prvaka, če ne svetovnega, pa evropskega in v bistvu verjamem tudi, da mi lahko rata osvojiti v bližnji prihodnosti. Ja.